Ja, en lep pozdrav. V bistvu jaz imam eno nujno obvestilo za tiste, ki mi sledite in tisti, ki se ukvarjate, tudi s kriptovalutami oziroma uporabljate kriptoborze. Zdaj pred kratkim se je zgodilo 2, 3 dni nazaj, je objavil lastnik Krakena, ki ni več lastnik Krakena. To je ena največjih borz, prva borza v bistvu na svetu, prva kriptoborza in prva kriptobanka in mislim, da je zaenkrat tudi še edina kriptobanka na svetu, kjer lahko ljudje pridejo tja in vlagajo. In veliko ljudi je starejših, ki so začeli vlagati v kriptovalute in grejo na Kraken, to je sicer v Ameriki, in tam vložijo noter pač svoj denar. Zdaj iz celega sveta uporabljamo Kraken, uporabljamo tudi Binance, čeprav jaz se Binance, kriptoborze zelo izogibam, ker je precej nelikvidna, sploh slišim od drugih, ki imajo veliko denarja, da ne morejo potem, ko kakšna kriptovaluta zelo zraste pa zelo zaslužijo, da, ne morejo tega denarja ven potegniti, ker pač enostavno borza ni likvidna. Zdaj pri Krakenu tega nisem slišala, je pa lastnik rekel, da ni več lastnik, da Kraken ni več v njegovi domeni in tudi gospod, ki je skrbel za varnost Krakena, je rekel, da ne garantira več, da naj ljudje poberemo denar dol iz Krakena, če ga imamo gor. Tako da bi jaz to sporočilo rada vam prenesla, preverite, prosim. To ni nasvet, ampak je to samo opozorilo, da, greste pač to preveriti in pogledati in se sami odločite, a boste še naprej uporabljali centralizirane borze. Zdaj centralizirane borze so Kraken, Binance, Gate.io, potem, Coinbase in podobne, a ne. To so centralizirane borze, kar pomeni, da so vodene da jih vodi en človek, skupina ljudi, da je v ozadju lahko tudi država, kar se je recimo pri Krakenu zgodilo, da je država prevzela v bistvu to banko, borzo. In dogaja se na žalost, da tisti ljudje, ki jim niso všeč, so jim začeli blokirati, kriptoračune, a ne, pač na Krakenu, tako da to ni najboljša novica. Je pa zdaj kaj narediti, v bistvu jaz sem Kraken uporabljala, ko sem zelo zaupala, zelo v redu je bila, zelo lahko jo je uporabljati, dejansko deluje kot navadna banka. Gor si lahko nakazoval evre s SEPA računom, brez problema. Vse je gor transparentno, pregledno, tudi za davkarijo, če kaj rabite papirje, dobite, pomoč takoj. V glavnem, ni da ni, a ne. Žal se je to zdaj zaključilo, končalo, jaz Krakena ne bom več uporabljala, samo še za eno zadevo, da prepošljem dol kovance na Ledger Nano S, in sicer ali pa tudi zdaj za tiste, ki jih Ledger Nano S ne podpira, pošiljam pa ali na Atomic Wallet ali pa kje tudi verjetno centraliziran, to je treba še preveriti, ne vem. Vendar zaenkrat ni nobenih težav ta trenutek. Ali pa v Trust Wallet. Trust Wallet je decentralizirana denarnica. In zdaj tako, kaj zdaj narediti? Tako kot Richard Heart ali pa drugi, ki že dolgo delajo v kriptu, ki so v kriptu že od bitcoina naprej in so programirali te zadeve in so bili zraven, pravijo tako, da zaupajo izključno, decentraliziranim sistemom. To pomeni, da zadaj ni ljudi, da je samo matematična koda oziroma pač programska koda. In tukaj ni sledljivo, v bistvu vi lahko vse počnete brez svojega imena, priimka, brez obraza, delate, kar želite v bistvu pač na tisti borzi.
in ta borza beleži samo transakcije, nič drugega, nič osebnih podatkov. Nobenih osebnih podatkov nimate tam gor in pa tudi nihče vam ne more nobenega računa zamrzniti. To so pa recimo največja je Uniswap, in jaz sem jo uporabljala večkrat in je zaradi malo večjih fijev nisem pač potem uporabljala, sem rajši Kraken, ampak zdaj bom uporabljala to borzo, ker očitno je prišlo pač do tega, da bo to treba narediti. Tako da, se pravi, Uniswap v bistvu je zelo v redu borza, ki jo jaz uporabljam in deluje v redu. Na OneInchu pa nisem še nikoli delala, pravijo, da je v redu, meni se je nekaj zalomilo, pa nisem potem tega več uporabljala. Tako da, če boste uporabljali nove borze, dajte najprej probati majčkene zneske, 10 €, 5 € ali kaj takega, v bistvu, oziroma dolarjev ali pa kovancev, katerihkoli kriptovalut. Ne najprej iti z velikim zneskom, zato da vidite, a stvar res deluje ali ne deluje, kako se obnaša, pa dajte to malo večkrat probati. Jaz vedno tako naredim, a ne, da najprej majhne zneske, dokler ne zaupam, dokler ne vidim, da stvari so v redu, pa tudi če imate zelo velik znesek, recimo 10 000, 15, 20, 100 000, pol milijona, milijon, dajte te zneske na manjše zneske razdeliti pa postopoma pač ali spreminjati ali pošiljati ali kakorkoli že delate. Zakaj? Zaradi tega, da ne izgubite, če slučajno pride do česarkoli, da se zgodi, da ne izgubite vsega denarja naenkrat, da vam ostanejo stvari. In druga stvar je pa tudi to, da so potem, ker so fiji, obračunavajo tudi na količino denarja, se pravi, če več pošljete, v bistvu več provizije boste v procentih plačali. Se splača z manjšimi zneski, vendar dajte pogledati, ker imajo različne borze različna pravila. Nekateri imajo tudi pravila, da če pošljete velik znesek čez pač menjalnico ali karkoli, da počnete že prek njih, da vam zaračunavajo manjši fi oziroma manjšo provizijo. Tako da le preverite vsako stvar, preden jo naredite, 100-krat premislite, preverite z majhnimi zneski in šele potem, ko ste sigurni, pač se res z denarjem delajte naprej. Tako da žal mi je, da tako je, očitno so ljudje, ki se ukvarjajo s finančnim sistemom, in države se odločile, da bojo nekako si prisvojile te teritorije, ki so centralizirani, ker njih zanimajo izključno centralizirane stvari, zaradi tega, da se da nadzirati ljudi in njihove podatke. Medtem ko se pri decentraliziranih zadevah to ne da, in to so OneInch in Uniswap recimo, in pa od kriptovalut ni pod nadzorom HEX recimo, ne, pač je to 100% decentraliziran, deluje preverjeno 2 leti, za vse ostale kriptovalute pač ne dam roke v ogenj. Tako da hvala za pozornost in vso srečo in lep dan želim. Nasvidenje.